Tukaj so nekateri poslanci na moji desni in levi opozorili, da avtomati oziroma glasovalne naprave jim niso delovale. Smo v tej točki, niso delovale, ampak pustimo, če damo amandma na stran. Mi se pogovarjamo tukaj o resnosti te situacije, koliko je ta zadeva verodostojna, koliko dejansko si lahko zaupamo, da dejansko res ta prenaša glasove, kajti tukaj ni hec, sprejemamo zakone. Mi smo ena izmed vej oblasti, pa mogoče samo še za en primer, kjer se je zgodila računalniška napaka, ne vem točno, v kateri državi, bila Danska, Nizozemska ali Norveška, kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju, ko so vzporedno glasovali digitalno in tudi fizično. Torej, mislim, ni smešno. Jaz se lahko v tem momentu obrnem in grem domov, ker ne zaupam tej zadevi, da deluje tako, kot pritiskam na njo. To je z moje strani. 3 stvari. Prva je, da ne gre za rezultat, kar je povedal tudi moj kolega. Mi lahko damo še enkrat amandma z vsebino, za katero smo se dogovorili, da jo bomo sprejeli, in lahko tako vsebino tudi sprejmemo. Gre za postopek, ki je zelo pomemben in je v bistvu temelj naše države, demokratične institucije, da tako kot mi oddajamo svoj glas, da se tak tudi odraža. In tukaj gre za več primerov poslancev, ne samo iz poslanske skupine Svoboda, ki trdijo, da so glasovali, pa to ne za popularno stvar. S težkim srcem so nekateri glasovali, pa bojo sami povedali, da so glasovali in da so njihovi sosedi videli, da so glasovali, piše pa, da niso nič pritisnili, niti kvorum, niti minus, niti plus. In to je zelo zaskrbljujoče in ne moramo iti zdaj naprej s temi glasovalnimi napravami. Jaz predlagam postopkovni predlog, da od zdaj naprej na tej seji glasujemo z ostajanjem, tako kot poznajo nekateri drugi parlamenti, do konca seje. To je resen. Prosim, a ste lahko prosim spoštljivi, kolega Reberšek, a lahko prosim nehate. Ma ne govori neumnosti. Nehajte, prosim. Tako glasujejo nekatere demokracije, ki imajo veliko starejšo tradicijo od naše. In ja, zato, ker je trenutno na žalost bil podan dvom v te naprave, jaz predlagam, da do konca glasujemo z ostajanjem, ker pa vseeno je na glasovalnem redu zelo pomembna tema, a ne proračun. Tako da prosim, da glasujemo o mojem postopkovnem predlogu. Hvala. Zdaj, mi imamo tukaj Bosch sistem, ki je verjeten še kje drugje inštaliran. In bi rekel, da je ta... In jaz ne bi dvomil v ta Bosch sistem, ker je verjeten bil večkrat preizkušen in je bil preizkušen na vse mogoče otroške bolezni. Ampak ta sistem, noben sistem pa ni 100% 0,000. Je pa ta sistem nekako povezan s tem ekranom. In vmes je, po mojem, nek program, ki teče na osnovi Windowsa. In tle smo opazili, da je medtem prišlo do posodobitve Windows sistema. Ja, čak malo, kaj zdaj? Oprostite, gospod Gregorič, jaz sem tudi videla, da se je odprl en okenček. Ne vem pa, kaj je pomenilo. Se da videti, posel te pa ražal. Skratka, jaz predlagam isto, da se naredi forenzična preiskava, pri kateri mora dobavitelj opreme sodelovati, in enako ne zaupam tem glasovalnim napravam, kajti nemogoče je, da bi 27 ljudi glasovalo proti, pa tudi če ne par od teh fizično manjkalo, je še zmeraj 22 ljudi fizično glasovalo proti. Nemogoče. Tako da prosim za forenzično raziskavo, pri kateri bodo tudi sodelovali proizvajalci opreme Bosch.